Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V današnji epizodi državna sekretarka na Ministrstvu za finance Nikolina Prah odgovarja na vprašanja vezano na izdajo prve 3-letne obveznice za državljane. Ta prinaša 3,4% donos na leto in se ponuja kot alternativa depozitu. O tem smo pripravili že 2 epizodi, to je 3. na to temo. Z državno sekretarko se bomo pogovarjali tudi o strategiji razvoja trga kapitala, ker je eden od ciljev tudi dvig finančne pismenosti. Ta pa je po oceni ministra za finance Klemna Boštjančiča zelo nizka, s tem pa se tudi sama strinjam. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za vabilo. Hvala, da ste se vzeli čas za pogovor. Smo tik pred tem, ko bo prvič možno v bistvu vpisati državno obveznico oziroma državljansko obveznico, ljudsko obveznico, kot ji pravimo. Vpis se začne 1. februarja in traja do 16. februarja. Kakšna so vaša pričakovanja? Ja, hvala. Torej, tako kot ste omenili, 16 dni bo trajal vpis. Pričakovanja želimo si, da bi vplival predvsem na dvig finančne pismenosti pri malih vlagateljih, ker je tem tudi ta izdaja namenjena. Torej, celotna shema izdaje je bila tudi tako narejena, torej od ročnosti, od velikosti izdaje, od obrestne mere, kako se je določila, od porazdelitve distribucijskih mest po Sloveniji, tako da oni so tista ciljna skupina. Želeli smo jih nasloviti tudi zato, da bodo malo bolj prepoznali prednosti kapitalskega trga, da bodo skozi vključitev v vpis obveznice spoznali tudi ta svet, mogoče prepoznali, da lahko tudi z obveznicami, državnimi obveznicami, ki so tak bolj varen, manj tvegan, torej finančni inštrument, da je lahko to dobra alternativa bančnim depozitom, kjer imamo v tem trenutku 29 milijard evrov prebivalstvo, kar je precej visoka številka. 250 milijonska izdaja je pa predvsem zato v takem obsegu, ker je prva, ker še težko ocenimo, kakšno bo povpraševanje strani malih vlagateljev, tako da po svoje tudi na nek način testiramo trg, da vidimo, kje smo pri zadolževanju pri temu segmentu potencialnih investitorjev. Kakšen je bil pa pravzaprav prvi odziv javnosti po predstavitvi te napovedane izdaje? Kakor smo mi spremljali na Ministrstvu za finance, je bil odziv zelo pozitiven, vsaj tako sem jaz to ocenila, tako z vidika deležnikov na kapitalskem trgu, seveda vpisnih mest, kot tudi malih vlagateljev, ki so se z različnimi vprašanji tudi obrnili, nekateri tudi na Ministrstvo za finance. Je bilo veliko poizvedovanja in zanimanja za to, seveda to je nekaj novega, tako da temu primerno se tudi odzovemo. Naj pa sam povem, da smo takoj po predstavitvi javnosti pripravili tudi precej obsežno brošuro o najbolj pogostih vprašanjih in odgovorih in upamo, da bodo tam tudi mali vlagatelji najdeli odgovore na večino teh vprašanj. To bomo objavili tudi v opisu epizode. Vpis bo potekal od 1. februarja pa do 16. februarja. Glede na to, da želite finančno opismeniti ljudi o tovrstnem dolžniškem papirju, me zanima, ali menite, da je dovolj časa, da se konzervativni vlagatelji spoznajo s tem inštrumentom, da se konec koncev tudi opogumijo za investicijo? Prav zato je mogoče izdaja tudi daljša, kot so naše sicer tovrstne izdaje. Tudi zato smo že vnaprej, kot sem omenila, pripravili posebno, bom rekla, zloženko oziroma Q&A, kjer bodo lahko dobili vse potrebna vprašanja. Poleg tega na vpisnih mestih bodo lahko pridobili tudi dodatna pojasnila strani oseb, ki bodo tam sprejemale podatke za vpis. Tako da državni vrednostni papir vseeno ni tako zapletena materija, da mogoče tudi malemu vlagatelju, mogoče nepoznavalcu finančnega trga, ne bi bila ob nekaj pojasnilih jasno, kaj želimo s tem doseči oziroma kakšne vode se podaja.
Tako. Mi smo dobili kar precej odziva od naših poslušalcev, pa me zanima, če ste mogoče, preden ste šli v to oziroma ste napovedali to izdajo, če ste mogoče preverili konkurenčne produkte, ki so trenutno na voljo. Kot sva rekli, obveznica prinaša 3,4% na letni ravni, gre za 3-letni papir. Številne tuje banke, recimo v Sloveniji, zdaj trenutno ponujajo, imajo akcijsko ponudbo 3% za vezavo do 160 mesecev. Se lahko zgodi mogoče scenarij, da se bodo depoziti samo prelili iz ene banke v drugo banko? Zdaj, to se seveda vaše vprašanje veže na določitev obrestne mere. Tukaj smo gledali več vidikov, torej ves čas poudarjamo, da ne zgolj, da naslavljamo razvoj kapitalskega trga, ampak se tudi presoja oziroma ugotavlja primernost zadolžitve države oziroma kako se upravlja z državnim dolgom. Tako da, ko smo ugotavljali višino obrestne mere, smo izhajali predvsem iz zakladnih menic oziroma kakšne obrestne mere se dosegajo pri teh izdajah. Namreč opažamo, da v zadnjem letu je število malih vlagateljev precej poraslo, tako da smo nekako ekstrapolirali obrestno mero, ki je bila dosežena pri zakladnih menicah, preverjali tudi seveda, kakšne obrestne mere se na depozite dajo banke, ker gre za alternativo temu, in je bilo presojeno tudi zato, ker gre za prvo to vrstno izdajo, da je nekako 3,4% obresti, da so tiste, ki so primerne in naj bi tudi precej dovolj širok krog malih vlagateljev tudi naslovile in jih pritegnile k tej izdaji. Število malih vlagateljev je precej poraslo v zadnjem obdobju. Kako ste to ugotovili? Tukaj sem se naslavljala na zakladne menice. Namreč, ko se dela aukcija, se iz aukcije oziroma iz tega, kdo je vse participiral, prej vidi, kdo so mali vlagatelji, pa kdo pravne osebe oziroma celo institucionalni vlagatelji. A pa se vam zdi mogoče ta scenarij, da se bojo depoziti malce zdaj prelivali iz ene banke v drugo banko? Mogoče ta sitnost odpiranja trgovalnega računa komu ne bo ustrezala? Ja, zdaj prelivanje, mi si želimo predvsem to, da ljudje prepoznajo, da je državna obveznica varen inštrument, da je alternativa bančnemu depozitu in da je primerna tudi pač njegovim tveganjem oziroma željam. Tako kot smo tudi poudarjali v uvodni predstavitvi, ročnost tukaj je papirja 3 leta. Seveda bodo lahko vedno izstopili iz te transakcije pred 3 leti in trgovali oziroma prodali svojo obveznico na organiziranem trgu. Tam so seveda pa podvrženi tržnemu tveganju. Če pa do dospelosti imajo obveznico, potem pa zagotovo dobijo svojo glavnico in vsako leto 3,4 obresti na vložek. Vse tega se bomo potem malce bolj podrobno dotaknili v nadaljevanju. Še ena zanimiva primerjava je, ki jo dobim pogosto od poslušalcev MoneyHow, in sicer, da dobijo pri neobrokerju Trade Republic 4% na neinvestirana sredstva. Gre pa praktično za obresti na transakcijskem računu, ki so proste plačila davka. Vsaj tako bi moralo biti, ne? Pri ljudski obveznici smo rekli, da so obresti neobdavčene do 1000 evrov. Kako gledate na to? Zdaj imava kar neki ponudbe na trgu, imava depozite 3%, potem Trade Republic, ki ponuja na neinvestirana sredstva 4%. Je kar nekaj konkurence, če lahko temu tako rečem, te ljudske obveznici. Tako, absolutno. Zdaj, tukaj naslavljamo rezidente Slovenije, želimo okrepiti slovenski kapitalski trg, tako da tudi distribucijska mreža je, torej so slovenske banke oziroma borzno-posredniška družba. Država je tista, ki je izdajateljica in jamči, kar pomeni, da je papir tako bolj varen. Mogoče malemu vlagatelju so tuji ponudniki mogoče še za korak dlje od tega razumevanja kapitalskega trga in je ta prvi, ki je narejen z državnim papirjem in preko slovenskih ponudnikov, mogoče korak v pravo smer za to, da pridobi prve izkušnje. Kaj pa v tujini delajo, to pa mogoče za kdaj drugič, pa kaj drugi ponudniki ponujajo. Ja, preverila sem pri enem brokerju, neobrokerju, če bi bili zainteresirani, da uvrstijo na svojo platformo tudi eno tako ljudsko obveznico, pa nekega zanimanja ni bilo, predvsem zaradi tega, ker je izključno namenjeno v bistvu slovenskim državljanom, ne?
Ampak vseeno mogoče tukaj je še ena zadeva za mogoče vseeno omeniti, glede na to, da se velikokrat izpostavlja Trade Republic pa 4% na neinvestirana sredstva. Tukaj vseeno treba vedeti in pa povedati, da Evropska centralna banka bo nekje v sredini leta verjetno začela z zniževanjem ključnih obrestnih mer, kar pomeni, da se bo tudi ta obrestna mera na neinvestirana sredstva verjetno znižala. Tako da tukaj sva pa rekla 3,4 praktično 3 leta. Tako. To se mi zdi, da je ključno. Koga v bistvu želite nagovoriti s to obveznico? Kdo so tisti, ki so potencialni kupci? Predvsem, tako kot smo rekli, to je alternativa bančnemu depozitu, kar pomeni, da tisti, ki imajo na depozitih neka privarčevana sredstva, za katera ocenjujejo, da se jim obrestujejo po prenizki obrestni meri, jih ne bodo naprimer v 3 letih prodali, če ne želijo seveda z njimi trgovati na organiziranem trgu, se mi zdijo najbolj primerni kandidati. Kot ste rekli, obrestna mera je trenutno po naši oceni ustrezna. Glede na predvidanja, kaj se bo zgodilo z obrestno mero ECB-ja, mogoče še toliko bolj zanimiv finančni inštrument, tako da ta segment nagovarjamo. No. In zato je tudi omejitev upisa 1000 do 100.000 evrov. Nekako je bilo ocenjeno, da je tista meja 100.000 evrov ravno meja med malim in velikim vlagateljem oziroma tudi tistimi, ki mogoče malo manj ali pa bolj poznajo delovanje finančnih trgov. Torej tisti, ki imajo 100 ali več tisoč evrov za investiranje, že zdaj investirajo v različne finančne inštrumente, lahko konec koncev participirajo že sicer pri primarnih izdajah obveznic tudi za institucionalne vlagatelje oziroma že itak trgujejo z obveznicami ali pa zakladnimi menicami celo na sekundarnem trgu oziroma jih upisujejo na primarnem. Tako da ta segment je mogoče malo bolj že izobražen, medtem ko ti, ki so malo manj, pa je ta razpon med 1000 in 100.000 evri. Torej, nagovarjamo konzervativne vlagatelje in tiste, ki v bistvu v prihodnjih 3 letih ne bodo potrebovali svojega denarja. Ne, se pravi, mogoče so se približujejo nekemu varčevalnemu cilju, nakupu stanovanja, upokojitvi in tako dalje. Ne? Ni pa ovira, seveda to pa je potrebno pojasniti, da tudi če bi pred 3 leti potrebovali ta sredstva, jih bodo vedno lahko tudi na Ljubljanski borzi, torej na trgu obveznic seveda prodali. Tudi temu delu smo namenili kar nekaj priprav, tudi vzdrževalca trga. Imamo tudi za ta segment obveznic, tako da bo ves čas in ponudba in povpraševanje zagotovljena, tako da v tem delu seveda brez strahu. Je pa res, da je to tržno tveganje, ki je pomembno in ne nazadnje treba pojasniti tudi to, da tudi določene stroški so povezani tudi s predčasno prodajo. Ne? No, zdaj ste že 2-krat omenila to zadevo, tako da kar greva zdaj potem malo bolj poglobljeno pogledati to zadevo. In sicer minister za finance na novinarski konferenci povedal, da pričakuje živahno trgovanje s to obveznico na Ljubljanski borzi. Zakaj je prepričan, da se bo zgodilo tako živahno trgovanje s to obveznico? No, to je mogoče boljše vprašanje za ministra, ampak šalo na stran. Ne, želi se predvsem nasloviti tudi ta del oživitve našega trga v smislu trgovanja z obveznicami ali pa tudi konec koncev z delnicami. In zato je bila tudi pomembna cilj, ki smo ga s tem zasledovali, da mora ta obveznica na našem organiziranem trgu tudi kotirati in da omogočimo tudi fizičnim osebam, torej s stalnim ali začasnim bivališčem, ki bodo se prvič soočali z organiziranim trgom, da to storijo na slovenskem trgu. Zdaj, ali bo živahno ali ne, bo seveda pokazale tudi potrebe imetnikov obveznic. Bistvo pač je, da bodo imeli možnost nekje trgovati in da ne bodo imeli kakšnih posebnih ovir ali pa skrbi, da ne bi bilo dovolj povpraševanja po takem inštrumentu, ker bo vzdrževalec trga za to poskrbel. Mogoče samo za informacijo, preko Interactive Brokers lahko danes kupimo slovenske državne obveznice, mislim, da 19 jih trenutno ponuja ta platforma. Samo to, da bojo ljudje vedeli, da to že obstaja, da ta možnost že obstaja. Ne? Drži, in to smo tudi večkrat tudi že poudarili, ko je bil večkrat poziv predvsem strani medijev ali pa kakšnih posameznikov, da naj se vendar izda tudi obveznice za male vlagatelje, smo tudi ves čas poudarjali, da se te že lahko sedaj kupijo na sekundarnem trgu oziroma zakladne menice kot drug podoben, sicer kratkoročnejši inštrument pa že nekaj časa. Ja. Tudi v primarni izdaji, mislim.
Ja, zdaj, ko ste omenili, da želite oživeti ta trg, Ljubljanska borzo, mogoče samo za informacijo, ni prav preveč živahno na trgovanje z dolžniškimi inštrumenti. Lansko leto je bilo prometa z dolžniškimi inštrumenti zgolj 9,44 milijona evrov. Nekako se mi zdi, da mogoče, ne vem, težko si predstavljam nekega konzervativnega vlagatelja, ki bo investiral v to obveznico, da se bo odločil potem prodati oziroma trgovati s to obveznico. Kot ste povedali, izpostavljam tržnim tveganjem, ne, ki pa jih mora še spoznati, se naučiti pravilno oddati naročilo in vse to. Ne, pomembno se nam je zdelo, da ne izdamo samo neke državne obveznice in potem, bom rekla, na narekovajih prisilimo male vlagatelje, da 3 leta imajo to naložbo, ampak da v življenju se lahko marsikaj zgodi, ampak da imajo nek way out, torej da se lahko tudi ta obveznica nekje proda na nekem preglednem, transparentnem, organiziranem trgu in to zagotovo trg obveznic na Ljubljanski borzi je. Mogoče sam še za informacijo, tudi recimo iz depozita se lahko recimo umaknemo, se pravi predčasno pretrgamo depozit, zdaj stroškovno je pa vprašanje, bi bilo pa treba zračunati. Tako, to pa vsaka banka neko svojo poslovno politiko, pa je tudi to lahko nek strošek, drži. Ja, zdaj tukaj tudi stroški trgovanja so pomembni, ne, ko se odločamo, da bomo trgovali s to obveznico oziroma jo prodali. Zdaj tukaj niste uspeli izpogajati neke bolj ugodne ponudbo naših brokerjev za to trgovanje z ljudsko obveznico. Torej, mi smo predvsem naslavljali ta začetni del v smislu odpiranja računa, ležarin in podobno in smo najdli nek skupen jezik z vsemi 5 distributerji. Te stroške so, vsaj po naši oceni, precej oklestili, tako da so te ponudbe neke dobre konkurenčne ponudbe, primerne tudi za male vlagatelje. Res pa je, da to predvideva, da so do spetja, da so to pač neki letni stroški, ki bodo zapadli, medtem ko stroški v primeru trgovanja so pa seveda dodatni stroški in se je potrebno, preden se vpiše obveznica, seveda tudi o tem pozanimati in dobiti vse ustrezne informacije na vpisnem mestu. Ja. Zdaj tudi sva večkrat omenjali te stroške. A ste vi mogoče preverili cenike slovenskih brokerjev? Veste, kako izgledajo? Zelo vem, na kaj ciljate, so precej nepregledni. Zdaj, tiste, ki smo jih mi dobili na vpogled, so bili precej bolj razumljivi, tako da tukaj smo tudi apelirali na vpisna mesta, da naj predstavijo te stroške čim bolj jasno in malemu vlagatelju primerno. Tako da na koncu, da ne bo nekih presenečenj, predvsem negativnih, ko jim kaj ne bo poznano. To smo zdaj dogovor, ja. Kolegica se že par dni trudi razvozlati te cenike, vezano prav na ljudsko obveznico. Mislim pa, da ste na Ministrstvu za finance pripravili tudi neko enotno tabelo, tako da bo potem, kje pa bo ta tabela objavljena, ker zdaj trenutno še ni? Ja, tudi ta bo objavljena pred začetkom trgovanja na naši spletni strani. Okay. Predvsem je pa mišljeno, da se na samih vpisnih mestih, da se objavijo ustrezna pojasnila in višina stroškov. Tudi ob vpisu lahko vsak mali vlagatelj dobi tudi v pisni obliki, če bo želel, oziroma tudi ustrezna pojasnila vsake posamezne postavke. Ali bodo te popusti, ko ste se jih zdaj izborili pri teh brokerjih, ali bodo veljali za celotno obdobje držanja obveznice ali samo za prvo leto? Po mojih informacijah naj bi bile v akcijski ponudbi, bom temu rekla, za ves čas držanja obveznice, so pa omejitve, velja zgolj za račun, na katerem so državne obveznice do zapadlosti. V primeru torej, če bi neke druge vrednostne papirje posameznik kupoval, bi potem bili neki drugi ceniki, tako da to so spet stvari, ki jih je potrebno urediti z borzno-posredniško družbo oziroma z banko, kjer se odpira trgovalni račun. Zakaj pa se niste odločili ponuditi to ljudsko obveznico brez stroškov za male vlagatelje, da bi recimo pokrili iz odstotne točke recimo te obresti, ki jo ponujate?
Zdaj tukaj, kot smo omenila, nismo naslavljali zgolj cilj oživitve kapitalskega trga, ampak tudi ustreznega upravljanja z državnim dolgom in zadolževanja. Nenazadnje vsako tako zadolževanje oziroma izdaja državnih obveznic pomeni financiranje državnega proračuna. In tudi z tega vidika je potrebno najti nek optimalen scenarij oziroma postavke, da ne obremenjujejo pretirano zadolževanje oziroma nam ne kvarijo sliko potem tudi na mednarodnih trgih oziroma pri naših nadaljnjih zadolževanjih. Namreč državne obveznice se praviloma oziroma pretežni meri izdajajo 10-letne oziroma še daljše, tako da ta je res izjemna in je zato bilo potrebno tudi mal previden pristop k opredelitvi pogojev. Ja, previdnost pa tudi ni odveč, ko je govora o stroških brokerjev, če greva kar lahko nazaj. In sicer seveda vsak mora preračunati smiselnost naložbe, pri kateri številki se mu to izide. Na začetku ste omenila, da je minimalnih 1000 evrov možno investirati do maksimalnih 100 000. Zdaj nekako povprečen fiksen strošek je okrog 15 do 20 evrov, čisto odvisno od ponudnika. Nekako se pa izide z vsemi temi davčnimi ugodnostmi in stroški pri 30 000 evrih. To je že kar nekaj denarja, ne? Zdaj sicer ne vem, na kakšnih izračunih je to delano, ali je to upoštevano zgolj donos ja. In stroški na banki oziroma na borznoposredniški družbi. In pa davčna ugodnost. Ja. Zdaj davčna ugodnost je, kot ste omenili, že 1000 evrov, če sešteješ obresti iz depozitev oziroma iz državnih papirjev. Zdaj pa dejva se postaviti na 10 000, no? Je to 340 evrov na leto in če je strošek z trgovalnim računom približno 20 evrov, je to 320 evrov, tako da zdaj, a je to primeren donos oziroma je mali vlagatelj s tem donosom zadovoljen, to je drugo, ampak tudi pri 10 000 evrov je lahko ta donos boljši kot mogoče, če imaš obrestovan depozit po obrestni meri, ne vem, 1,8 ali pa 1,9, ne? Pričemer obrestna mera se sešteva, tako da glede davčnih ugodnosti smo tam, ne? Tako da zdaj ne vem, ne poznam iskreno povedan tega izračuna pri 30 000 evrih, zakaj je tam prelom. Ja, recimo pri 1000 evrih recimo bi nekako odsvetovali nakup te obveznice, ravno zaradi teh fiksnih stroškov, ne? Kako recimo, nekako se mi zdi, da vseeno je ta obveznica pa smiselnost investicije bolj primerna za tiste, ki imajo mogoče 10 in več 1000 evrov na razpolago. Ja. In v to ne sodijo recimo mladi, v to kategorijo. Imajo kar precej problemov oziroma nimajo toliko prihrankov. Ja, zdaj tukaj sva že malo na takem spolskem terenu, ali gre že za investicijsko svetovanje ali ne. Tukaj bi jaz prepustila, oziroma tako bi rekla, tisti, ki imajo interes po vpisu obveznic, naj na vpisnih mestih vsa to vrstna vprašanja izpostavijo. Tudi to, ki je tista, kaj bo na letni ravni in po 3 letih prejel oziroma in potem lahko primerja tudi s svojimi drugimi naložbami in vsak bo potem lahko videl, kje se giblje. Če, ne vem, pri 5000 evrih, če rečeva, da je to 170 evrov donosa na leto, odštejemo seveda stroške, je lahko tudi to nekaj, če zdaj ne dobiš nič, na primer, oziroma če imaš celo to na teh računov pogled, ne pa celo na depozitu. Tako da vsak mora pri sebi videti, kakšno obrestovanje ima trenutnih oziroma kaj mu prenašajo trenutne naložbe, kaj bi mu ta in ali mu je ta bolj ustrezna o upoštevanju tveganj, ročnosti in drugih pogojev same izdajene. Tudi vi ste napovedala, da boste kupila oziroma sodelovala pri tej izdaji oziroma boste vpisali obveznice. Ali trgovalni račun imate že od prej ali boste zdaj na novo odprli prav za ta namen? Zdaj tukaj ta izjava je postala viralna. Naj sam toliko uvodoma povem, da seveda pred tako izjavo sem se posvetovala z regulatorjem kapitalskega trga, ali so take nakupi sploh dovoljeni, kjer niso videli pri tem zadržkov. Moramo pa vsem preveriti še druge, mora biti na primer omejitve pri KPK-ju, če bi bilo za konflikte interesov, ker je Republika Slovenija tista, ki izdaja to vrsten papir. Tako da vsekakor se mi zdi, če ne bo nobenih ovir, bi pristopila k temu, ne trgovalnega računa zaenkrat še nimam odprtega, tako da bi v ta postopek šla prvič, ga sicer poznam, ampak ne glede na to, moje osebno mnenje, ko se presojam recimo svojo naložbeno strategijo, ocenjujem, da je to za določen znesek zelo primerna naložba.
Kako pa sicer varčujete za dolgoročne cilje, recimo za pokojnino? Tukaj imava skupni, bom rekla, skupni varčevalni naložbeni načrt še z možem, tako da imava skupne načrte tudi za ta del. Aha. Mogoče sem še eno vprašanje vezano na banke. Na Hrvaškem banke niso bile preveč navdušene nad ponujanjem ljudske obveznice, češ da jim ni v interesu, ker sicer izgubljajo depozite. Tudi minister je na novinarski konferenci povedal, da niso bile vse banke enako navdušene nad ljudsko obveznico. Tega dela na Hrvaškem ne poznam najboljš. Vem samo to, da je bila na Hrvaškem izdaja nekoliko drugače sploh zasnovana, tudi drugačna obrestna mera, je bila drugačna ročnost in verjamem, da če so banke imele depozite po nižji obrestni meri in če se jim je odlival denar na druge varčevalne sheme, da so imeli lahko težave, mogoče ne vem, s kapitalsko ustreznostjo, likvidnostjo, drugimi deli in verjamem, da v Sloveniji lahko pri manjših bankah sploh enako, ampak bi želela najprej videti, kakšen bo zaključek te izdaje, da bomo videli, kakšen je dejansko učinek, ker glede na to, da je to prva, niti ne moramo še čisto jasno predvideti, kakšen bo vpliv naprimer na ta del, ki ste ga zdaj izpostavili. Bo pa to zagotovo, ko bo zaključeno, zanimivo preveriti. Finančna pismenost v Sloveniji je precej šibka, je na nizki ravni, recimo temu, tako tudi minister je na novinarski konferenci tudi to izpostavil. V primeru, da recimo ta izdaja ne bi bila uspešna, je celo napovedal neke nadaljne ukrepe oziroma lahko bi nas vse zaskrbelo za finančno zdravje v bistvu Slovencev oziroma pismenost Slovencev. V strategiji razvoja trga kapitala ste pa tudi napovedali, da se boste lotili finančnega opismenjevanja. Pa me zanima, kako? Ja, zdaj tako kot ste lepo zaključili, v strategiji smo to prepoznali kot enega 3 ključnih smeri, s katerimi se moramo predvsej ukvarjati. Zdaj to finančno izobraževanje oziroma povečanje pismenosti smo nekako delili na 2 dela, eden na prebivalstvo in drugi na gospodarstvo. Pa če se skoncentriramo zdaj trenutno na gospodarstvo, naprimer ravno taka izdaja državnih obveznic je eden lahko izmed teh elementov, kako približati kapitalski trg prebivalstvu. Je pa res to, da ko smo ustanovili posebno delovno skupino z različnimi deležniki, takoj po sprejemu strategije, v tej skupini so tako vsi 3 regulatorji finančnega sistema, vsa združenja, tudi ministrstva relevantna, smo prišli do zaključkov, da pravzaprav se na tem področju že zelo veliko dela. Združenja imajo ogromno nekih delavnic, izobraževanj, predavanj, dnevov tega in onega, kjer se poskuša na čim širši krog ljudi nasloviti vprašanje finančne pismenosti oziroma nasploh pregleda, kaj ponuja trg, kaj pomenijo naložbe, kako se jih obravnava, kako se jih sploh loti. Tako da z vidika Ministrstva za finance smo potem presojali, kaj pa mi kot ministrstvo lahko v tem primeru sploh dodatno naredimo. Predvsem se je našel plus v tem, da bi postavili eno srednjo spletno stran, nek forum, kjer bi bile vse te vsebine lahko zbrane oziroma bi vsi deležniki lahko na njej objavljali določene informacije pomembne za ta segment. Druga stvar, ki se nam zdi ključna, je tudi v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo. Naš cilj je, in tudi minister ga je že večkrat tudi javno izrazil, da bi šlo finančno pismenjevanje v neki obliki samostojnega predmeta, seveda skupaj s podjetništvom, še kakšno drugo vsebino, digitalne vsebine, kot samostojni predmet v osnovne in srednje šole. Namreč ravno zdaj smo v fazi, ko se ti predmetniki presojajo, ali so najbolj primerni ali ne, vse se posadabljajo in si bomo prizadevali, da tudi te vsebine dobijo malo višji pomen. Zdaj so tako nekako horizontalno vse posod po malem, pravzaprav ni pa izplen prav dober. Dodatno smo tudi konec lanskega leta pri Evropski komisiji prijavili projekt, kjer se bo naredila ponovno ocena finančne pismenosti med prebivalci med 18 in 69 let. Ta ni bila delana že več kot 10 let, tako da bomo dobili zelo dobro sliko, kje sploh v Sloveniji smo in kaj je potrebno oziroma kateri ukrepi bi bili nujno potrebni za to, da se to izboljša. Ta projekt je sicer še v presoji, tako da nekako šele sredi leta lahko računamo, da bi pristopili k njemu, ampak to so tisti začetni koraki, ki jih na ministrstvu delamo.
Ja, s finančnim opismenjevanjem se ukvarjam po moje zdaj že skoraj 15 let. Pred 10 leti smo lansirali na Financah en projekt za opismenjevanje učiteljev, da bi bili pač mentori pač te finančnega opismenjevanja na šolah. Zdaj, zanima me, ali v tem celotni zgodbi sodeluje tudi Zavod za šolstvo, kajti Zavod za šolstvo je bil vedno ovira za ene take zadeve. Ja, zdaj tako mi neposredno, ko imamo to delovno skupino, sodelujemo z Ministrstvom za šolstvo, na njih pa je, da sodelujo naprej še z Zavodom. Tako da zato pa mi prek Ministrstva za šolstvo poskušamo pojasniti, zakaj je ta vsebina pomembna, zakaj je pomembno, da vsak posameznik zna sprejeti ustrezne odločitve za svoje finance, da zna poskrbeti ne nazadnje za končni cilj, torej tudi pokojnino, ki mogoče v tem trenutku še malo zamegljena, oziroma ljudje niti ne vejo čisto dobro, kako se tega končnega cilja lotiti. Ja, bo treba še počakati na kakšno pokojninsko reformo, ker se mora tudi zgoditi. Tega se že lotevamo, tako da se lotevate? Se loteva oziroma seveda se pokojninska reforma ena izmed pomembnih ciljev načrta za okrevanje in odpornost in se jo moramo lotiti. Zdaj ste omenjali kar nekaj združenj, da sodelujejo pri pripravi tega finančnega opismenjevanja. Tukaj se mi zdi pomembno, da se pove, da gre za interesna združenja, ki zastopajo interese različnih finančnih inštitucij. Te finančne inštitucije se pa pogosto omejujejo na slovenski prostor in kar malce pozabljajo, da je v bistvu vse en klik stran. Konec koncev tudi kriptovalute, kjer se mladi danes opismenijo na zelo hiter način, pospešeno spoznavajo zakonitosti trgov, do drugih produktov, ki jih pri nas v bistvu naše finančne inštitucije ne nudijo. A se vam to zdi primerno, da se interesna združenja so vključena v tem procesu, ne pa recimo nekdo, ki bi znal neodvisno pogledati na celotno zadevo? Zdaj v skupini niso samo interesna združenja, kot sem omenila, so tudi vsi trije regulatorji, torej Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev pa Agencija za zavarovalni nadzor. Ta tri interesna združenja je pa seveda pomembno tudi, kako subjekti na trgu finančnega sistema, kako dojemajo finančno izobraževanje in pri tem res je, so zelo aktivni. Zdaj seveda Združenje Bank Slovenije bo imel bolj bančne vsebine, Slovensko zavarovalno združenje ima seveda bolj zavarovalne, tako da tega se seveda zavedamo, ampak tudi ta pogled je pomemben, da dobiš neko široko sliko, kako poteka oziroma kaj vse se dela na trgu z namenom finančnega izobraževanja. Konec koncev tudi zasebni sektor ima zelo dobre produkte. Jaz sem bila, pa dobro, to je spet moje osebno mnenje, navdušena nad finančno šolo, ki jo izvaja za najstnike časnik Finance. Raven tako prebiram zdaj tega, pa se ne da bi delala, ne želim delati reklame, ampak to je, ko se pogovarjajo o finančnem opismenjevanju, recimo to je tak dober pilotni projekt, kako je dobro izvajati pri mladih, tudi to vrstno opismenjevanje in na tak poljuden način prikazati, kako deluje finančni sistem oziroma čemu so namenjene posamezne institucije. Lahko rečem najlepša hvala, jaz sem namreč tista, ki sem postavila temelje tej finančni šoli. Potem pa čestitke. Se upravičujem, da tega nisem vedela, tako da čestitam. Žal pa ta projekt mogo ostati na Financah s tem, ko sem jaz šla, zato pa je nastal Moneyhow. No, v glavnem, mogoče še vezano na finančno opismenjevanje. Zanima me, recimo tudi opažam pogosto, ko se pogovarjam z raznimi odločevalci, da tukaj zelo peša finančno znanje. Kako recimo pa na to odgovarjate ali pa recimo kako pa finančno opismenjujete sami sebe, če lahko tako rečem? Zdaj tako znotraj javnega sektorja so takšne in podobne delavnice, kjer se seveda predvsem z vidika javnih financ pojasnjuje, kako delujejo 4 blagajne javnih financ, kako se polnijo, čemu so namenjeni davki, kako sploh poteka proračunsko načrtovanje, tudi zato, da na ministrstvih vedo, kako potem pristopiti tudi k temu delu, tako da znotraj javnega sektorja seveda so določena interna izobraževanja. Je pa kot zanimivost, ko ste to omenili, ena izmed idej v tej delovni skupini je tudi bila, da bi po vzoru tega varstva pri delu, da bi to vrstno izobraževanje naprimer imeli tudi delodajalci z vidika nekih finančnih vsebin. Tako da delovna skupina naprimer se je tudi s to zanimivo temo ukvarjala.
A greva mogoče na individualne račune? To sem prebrala v strategiji razvoja trga kapitala. Ste zapisali, da je ena od ključnih nalog, ki se že izvaja, projekt uvedbe individualnih računov za finančne inštrumente. Ja. Dajte najprej pojasniti, kaj to sploh je. Zdaj, takoj po sprejemu strategije smo pristopili tudi k temu. Torej, gre za račun, ki bi ga imel posameznik, torej fizična oseba. Ideja je, da bi znotraj tega računa lahko posameznik kupoval in prodajal finančne inštrumente, pri čemer pa bi naprimer neke davčne obveznosti nastale šele, ko bi prišlo do preliva na transakcijski račun. Zdaj, kakšne bi bile to ugodnosti in tudi kakšno bi bila lahko vložek na leto, to je še stvar, ki jo še delovna skupina presoja. Tukaj smo intenzivno sodelovali tudi z regulatorjem, torej z ATVP-jem, tudi z ostalimi regulatorji po EU-ju, tako da smo dobili nekako primerjalno, kaj je tisto, kar bi bilo smiselno tudi pri nas urediti. Dobili smo z nekaterih jurisdikcij tudi nek tak vestilo, kako bi rekla, da je to zelo pomagalo pri njihovi živitvi in prepoznavnosti kapitalskega trga, ker so ljudje začeli v bistvu na tovrstnih računih varčevati za neke dolgoročnejše cilje. Se pravi, kupovanje in prodajanje, kako pa se to kaj tepe z trgovalnimi računi pri brokerjih? Tako, to je tudi tista stvar, ki se naslavlja znotraj skupine, tako da se bo to dovolj ločnica postavila, da se bo vedel, kje je namen, kaj je namen enega in kaj je namen drugega, tako da v tej smeri se bo potem morala spreminjati tudi zakonodaja. Zakaj pa se ni čakali mogoče s to ljudsko obveznico za uvedbo teh individualnih računov, da bi se direktno lahko preko tega potem investiralo? Mogoče bi bilo lažje. To bomo še videli, ker problem je, ker vprašanje, kdaj bo ta zakonodaja sprejeta, nismo želeli predolgo odlašati, lahko da bo trajalo, ne vem, še leto ali pa pol. Priložnost za izdajo obveznice pa glede na razmere trenutne na trgu, glede gibanja obrestnih mer bila pa taka, da smo nekako ocenili, da je primerno, da se mogoče naslovi tudi ta segment investitorjev. Kako pa je z vzpostavitvijo enotne vstopne točke in kaj to sploh pomeni? Enotna vstopna točka je pravzaprav projekt ATVP-ja, torej gre za, na svoji spletni strani imajo neko mesto, kjer lahko vlagatelji, torej tisti, ki želijo, oziroma izdajatelji, ki želijo izdati obveznice oziroma katerekoli vrednostne papirje na organiziranem trgu, dobijo na zelo enostaven način vse informacije in tudi kontakt z ATVP-jem, da jim pomaga pri tem, vključno z obrazci, ki so potrebni za to, da se uvrstijo papirji tudi na organiziran trg, oziroma prvi vrsti seveda, da se sploh izdajo. Zanimivo, preden sva se vklopili, sva se pogovarjala o digitalizaciji, ta je večkrat omenjena tudi v tej strategiji. Recimo marsikoga pa tudi zmoti, da je danes potrebno fizično v banko ali k brokerju, da odpremo ali pa zapremo račun. Kako je zdaj s tem? Zdaj, možnosti so tudi oddaljenih, torej video klicev, preko katerih se opravi identifikacija. Pravne podlage za to imamo, je pa seveda na vsaki banki oziroma borzno-posredniški družbi odločitev, kako bo to v svoje poslovne procese vključila ali pa ne. Tako da tudi recimo tudi z vidika upisa državnih obveznic je tudi to lahko opcija pri določenih ponudnikih oziroma pri določenih, ni pa pri vseh. Ni pa pri vseh, tako. Še davčna reforma nama ostane in sicer ste tudi v tej strategiji napovedali spremembo davčnega sistema, pa me samo zanima, kje smo tukaj z davčno reformo. Zdaj tukaj, nekaj smo nanizali nekih področji, ki bi jih preučili z vidika, da bi izboljšali davčno obravnavo tudi za potrebe kapitalskega trga oziroma za njegovega razvoja. Zdaj prvi korak, lahko rečem, je bil že ta obdavčitev donosov iz državnih vrednostnih papirjev. Drugi del, ki se ga bomo lotili, je ta individualni finančni račun, ki se spet nekako nanaša na obdavčevanje. Drugače pa znotraj prenove davčnega sistema, ki bo naslavljal tudi lahko premoženjske davke oziroma davke tudi na kapital, se bodo odprla tudi ta vprašanja in bomo videli, kakšen bo potem učinek. Enkrat težko karkoli napovedujem.
Ja, mislim, da je bilo celo rečeno, da bo v začetku marca ali marca enkrat, da ne bi bilo malce več znano o davčni reformi. Oblikovale se bodo tako delovne skupine in strateške skupine, tako da bo takrat več jasno. A ta delovna skupina za davke je že oblikovana, ali je zdaj proces oblikovanja se dogaja? Proces oblikovanja je tako. Ok, super, najlepša hvala. Hvala tudi vam za vabilo in za tale pogovor.